Brdo pri Kranju, februar 2025. Zgodovinski trenutek ne le za slovenski šport, temveč za celotno skupnost gluhih in naglušnih v Sloveniji. Na slovesni podelitvi Bloudkovih nagrad, najvišjih državnih priznanj za športne dosežke, so na podlagi novele zakona o Bloudkovih priznanjih letos prvič med dobitniki tudi športniki in ekipe, ki so medalje osvojili na olimpijadah gluhih. Današnja prireditev je pokazala, da je ravno med paralimpijci, gluhih je bilo največ, zavela tista največja vrzel. Jaz sem se med prireditvijo tako zelo fino počutila, ker je bil to en tak pregled zgodovine slovenskega, predvsem paralimpijskega športa in tudi jugoslovanskega. In sem res zadovoljna, da država te napake za nazaj popravlja, da so tudi ti športniki, ki so tlakovali pot vsem, ki jih danes častimo in jim ploskamo, samo globok poklon in iskrene čestitke v svojem lastnem imenu in seveda v imenu Republike Slovenije. V bistvu smo naredili tisto, kar je bilo potrebno in sem prav vesel in evo, en lep dan v mojem življenju, nič drugega in hvala lepa vsem, ki so se trudili dvigovati slovenske zastave zelo visoko. Hvala. Moram povedati, da ko sem prvič igral košarko, nisem niti pomislil, da sem gluh, da sem športnik in košarkar. Leta in leta treningov, vzponov in padcev, skratka težka pot je bila za mano. Bile so ovire, zaradi teh ovir sem spoznal, da sem gluha oseba in sem si rekel: čakaj malo, tu sem kot igralec, ne kot gluha oseba. Sprva je bilo nekaj težav pri sporazumevanju s trenerjem in soigralci, tudi sodniki. To sem premostil in pokazal, da sem sposoben. Sem pa v tem trenutku razmišljal kot igralec. Leta in leta do konca svoje kariere sem potem razmišljal in se ozrl nazaj ter ugotovil, da se nisem zavedal, kako sem premikal gore. Res se tega nisem zavedal. Zdaj, ko se mi je tempo življenja umiril, imam doma družino in premišljujem o preteklosti. Sem ponosen, hvaležen, da imam te fante, s katerimi smo skupaj igrali, potovali, dosegali dobre rezultate, da so nas opazili s to Bloudkovo nagrado. Vesel sem in ponosen hkrati, da smo lahko predstavili javnosti, kdo smo. Dobro se počutim, ker sem nepričakovano dobil Bloudkovo nagrado. Sem res vesel, da sem končno tukaj. Zelo sem vesel, da sem dobil Bloudkovo nagrado. Bil sem presenečen, ko sem dobil vabilo za to. To je spoštovanje do nas, ko smo v preteklosti zmagali na olimpijskih igrah gluhih v Rimu in v Avstraliji. Res nismo za to dobili nobene nagrade, zdaj pa smo jo za to dobili in sem zelo presenečen ter zadovoljen. Njihovi športni dosežki niso zgolj številke na papirju. So zgodbe o nevidnih ovirah, ki so jih premagali brez pritoževanja. Novela zakona o Bloudkovih priznanjih zdaj omogoča, da najvišje državno športno priznanje prejmejo tudi športniki, ki so bili doslej pogosto spregledani. Kljub medaljam na olimpijadah gluhih, šahovskih olimpijadah ali paralimpijskih igrah. To je pomemben korak k pravičnejšemu vrednotenju športne odličnosti v vseh oblikah. Na olimpijskih igrah gluhih v Beogradu sem bil star 17 let in pol. Takrat sem dobil medaljo. Čez 4 leta v Romuniji na olimpijskih igrah gluhih sem prekolesaril bronasto medaljo. Skupaj 2 medalji. Kasneje sem na olimpijskih igrah gluhih na Švedskem v Malmu zaključil zaradi svoje starosti. Star sem bil 25-26 let. Potem sem se poročil in zaključil športom. Zdaj samo še doma, rekreacijsko. Ful sem vesela in ponosna na sebe in tudi šokirana sem, ker nisem niti sploh pričakovala, da bom že dobila Bloudkovo nagrado in se s tem tudi zahvaljujem Komisiji za šport
Republike Slovenije in pa vsem ostalim. Prestižno priznanje so med drugim prejeli Sabina Hmelina, Samo Petrač, Alojzija Meglič, Leja Glojnarič, Mirko Jerman, Marjan Lampel, Anja Drev, Iris Breganski, Anton Klepec, Max Stopar in Marjan Pavel. Skupno v gimnastiki ter košarkarska reprezentanca gluhih Slovenije v sestavah iz leta 2001 in 2005. Dolga leta so bili naši športniki v senci zmag športnikov neinvalidov, kot tudi športnikov paralimpijcev. Kamorkoli smo šli na velika tekmovanja in prinesli domov kakšne medalje, smo postali mogoče en dan glavni dogodek v javnosti, potem pa se je to porazgubilo. To se je leta in leta dogajalo. Naši uspehi so bili kot muha enodnevnica, čeprav nezasluženo. Tistim, ki so dobili Bloudkovo priznanje, vsem našim športnikom čestitam. Prav vesel sem, da so gluhi in slišeči športniki postali enakovredni kot tudi drugi invalidi. To me veseli in bi rad, da bi bilo tako še naprej. To ni le nagrada za športne dosežke, to je priznanje za pogum tistim, ki so drugačni v sistemu. To je dokaz, da ima vsaka zmaga glas in ni preslišana. To je začetek večjega priznanja športa gluhih, večje enakopravnosti in predvsem večje vidnosti, da v zgodovini slovenskega športa obstajajo tudi gluhi športniki. Čestitke.